Nocoj, kaj dogaja, pa gostim pisatelja, radijskega voditelja in glasbenega novinarja, dame in gospodje, Žiga X Gombač, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljeni. Na Valu 202 boste začeli z novim podcastom Mala malca. Zakaj gre? Mala malca je v bistvu podcast za mlade, da aktiviramo mlado poslušalstvo oziroma osnovnošolce proti koncu osnovne šole, zato da jim ponudimo vsebine malce globjega značaja, ob katerih bo treba malo vklopiti mlade sive celice oziroma vse, kar premorejo, kar so nekako dobili v šoli, kar dobijo vsak dan, mi bomo pa vse skupaj še malo poglobili in pa probali narediti čim bolj zanimiv za njih. Ti vodiš to oddajo, imaš sovoditelja tudi? Ja, sovoditelja zdaj ravno kar smo na koncu procesa zbiranja le tega, oziroma le te sovoditelje, sovoditeljice. Za nami je kar dolg proces neke kakšne audicije, par krogov smo dali skozi, nagovorili celotno Slovenijo. Prijavilo se je tam nekaj 100, skoraj mislim, da 400 prošenj smo dobili, oziroma odzivov, ne prošenj, odzivov, ker so mogli narediti neko nalogo, oziroma se predstaviti tako celostno. Mlade to zanima, ne? Več kot očitno. Ja, jih zanima, tudi starše to zanima, bi rekel. Ja, tako da, ampak smo probali res zbrati mladega oziroma mlado, ki bo v bistvu je retorično močna, je radovedna oziroma radoveden, ga zanimajo stvari, pa tudi je pokazal kakšen presežek oziroma pokazala kakšen presežek znotraj te prijave, znotraj teh nalog, ki smo jim dali. Kdaj štartate? Štartamo v sredini decembra, tako da že kar kmalu, tako da bo treba počasi začeti zares delati. Se veselimo, čakamo. Super, hvala. Si eden zelo priljubljenih mladinskih pisateljev, celo letos bogato nagrajen, če se ne motim. Ja, letos se je kar sestavil, letos jeseni, malo na presenečenje, tudi moje. Lani smo izdali strip Znamenitni, ki se je pa šele letos nekako obrodil te sadove v obliki Zlate hruške, pa tudi Zlati repca za najboljši strip za mlade v lanskem oziroma letošnjem letu. Tako da je bilo eno lepo presenečenje, pa tudi nagrada, ker ta strip smo delali zelo dolg časa, tako ne 2 leti, dobre 2 leti, ker predstavlja življenja 30 znamenitih Slovencev in Slovenk. In je bila to ena taka lepa pika na i, bi jaz rekel, takmu lepemu, pa res takmu celovitmu projektu. In popotnice za nadaljne ustvarjanje. Tako, vetrov jadra. Smo v času digitalnega slovenskega knjižnega sejma. Zdaj, kakšna je tvoja izkušnja? Se slovenska knjiga še bere, se prodaja, a mladi še berejo? Ja, jaz bi rekel, da izkušnja knjižnega sejma ni čisto ista digitalno, kakor v živo. In tudi tam smo naredili dosti nastopov za mlade vsako leto, tako da mladi berejo. Tudi obisk na sejmu se vidi, da so tam, kadar sejem seveda je drugače, pa obiski po šolah pa tudi, ki še vedno so sicer malo drugačni, kot so bili v preteklosti, pač smo malo bolj ločeni, malo večkrat nastopimo, pa tudi dokazujejo, da so mladi mogoče v tem cajtu to začeli znova odkrivati knjigo nazaj. Se pravi, so začeli več brati zdaj? Tak občutek imam, da ja. Nekateri so zdaj iskali, videli, da mogoče to ni glih to, kar je tako vse, kar je pri roki, da je vse to, digitalno, da je fajn, ampak so začeli tudi mogoče pa posegati po nekih. Najbrž pa je tudi odvisno, kako to njihovi starši spodbujajo. Ja, pomembno je, da smo tukaj zgledamo, vzgajamo starši, zagotovo, če imamo doma knjižno polico oziroma redno obiskujemo knjižnico oziroma so knjige stalno nekje pri roki, ne moramo zgrešiti, da ne bi tudi tam mali brali. Zdaj za konec, malo, bom rekel, provokativno ali pa aktualno vprašanje. Na kaj se ogrevaš? Je to isto tako predkarno vprašanje, mislim, na kaj se ogrevati je res treba kar premisliti, ker je če dalje dražje to početje. Zato probam imeti v svoje lastne resurse, torej mogoče se sliši malo klišejsko, ampak za ustvarjalca lastne ideje, navdih, ustvarjalni naboj in pa kreativo kot takšno. The best. Jaz sem mislil, da bo začela zdaj elektrika, plin, voda. Še bajto prenavljam, pa me zanima, zmeraj sprašujem. Ne, to je, mislim, nujno zelo, bom rekel, če že treba, pa dajmo to, ampak gremo na notranji vzgib. Se strinjam, super. Najlepša hvala za obisk v studiu. Več o teh energentih bomo spregovorili še na Mali terasi. Jaz ti pa želim veliko ustvarjalne energije, še naprej veliko sreče s podcastom in seveda z vsem, kar počneš. Najlepša hvala. Hvala tebi. Subscribi se, daj no! Rabimo za statistiko, se ni treba gledati pol, okej? Ajde.